Novost tega tedna pa je, da so vrtci in šole do nadaljnega zaprti, gibanje pa omejeno na občine. Glede na našteto, sploh ne vem, če ima smisel delati oddajo ali raje zavrtimo eno od spomlad. Ukrepi so identični. Edino, kar je danes drugače, je, da se veliko hitreje spreminjajo. Slovenija je namreč uvedla preprost način sprejemanja ukrepov, kjer Janša v nedeljo zvečer na Twitterju najavi nove omejitve. Kacin dopoldan na konferenci predstav čist drugačne. Te pa pol veljajo vse do popoldneva, ko jih Gantar dopolni in besedo preda Kreku. Od tam naprej pa živ Bog ne ve, kaj se zgodilo. Kar hočem reči je, dobrodošli v naši petkovi oddaji, kjer vam predstavimo nove ukrepe. Če pa slučajno gledate našo sobotno ponovitev, pa prosim, ignorirajte vse skupaj. Da ne bomo tako črnogledi, dajmo začeti z dosežkom tedna. Nezaupanje državljanov v vladne ukrepe je namreč že obrodilo prve sadove. S 626 okuženimi na 100 tisoč ljudi so pred nami le še najhuje prizadeta Češka s 1284 primeri, Belgija s 1202 ter 709 primeri na 100 tisoč ljudi, Luksemburg in Nizozemska. Na to grafiko bili veliko bolj navdušeni, če ne bi bila iz novic, ampak iz športne oddaje. Ker taka uvrstitev na Evropskem prvenstvu je super dosežek. Še posebej, ker je to seznam iz začetka tedna, ko smo bili še peti. Danes imamo že bron. Oziroma, če gledate sobotno ponovitev, najbrž že zlato. Je pa res, da si težko predstavljamo šport, kjer bi teh 5 držav krojilo vrh Evrope, razen če gre za hitrostno eksanje piva. Ker tam smo res dobri. Sam, tako kot Čehi ne bomo nikoli. Oni so svetovna klasa. Ker je motivacija državljanov na psu, je naša država hitro in učinkovito odreagirala ter v Jelko Kacin šov povabila priznanega športnega psihologa Mateja Tušaka, da dvigne našo moralo. Gotovo ste kdaj gledali kakšen film, kjer ste videli samico, ne? Se pravi, to so neki najbolj neprijetni občutki, kjer se na nek način čutiš zaradi tega, ker si fizično omejen, počutiš ogroženega, poveča se anksioznost. Jaz moram zase reči, da sem definitivno že kdaj gledal kakšen film, kjer sem videl samico. In moram priznati, da sem bil kar anksiozen. Tresel sem se, pot me je oblil, srce me je začelo razbijati. Ampak pa je prišlo še par samcev zraven, pa sem se hitro sprostil. Ampak dosti meni, ker nekaterim sprostitev ob gledanju samic žal ne pomaga, je gospod Tušak predlagal drugačno obliko zmanjševanja anksioznosti. Gledanje samcev. Ne, hecam se. Predlagal je tole. Mnogi začnejo iskati krivce, ne pa rešitve. Seveda to niso vsi, to je en majhen del populacije. Tem ljudem je seveda treba pomagati. Poskušajmo se izogibati takim komunikacijam, kjer cilj ni pogovor, pač pa provokacija. Tudi mi vas prosimo, da se izogibate pogovorom, katerih edini namen je provokacija. In tukaj državi ponujemo rešitev. Namesto da nas poziva, naj si naložimo aplikacijo Ostani zdrav, naj nas raje poziva, da izbrišemo aplikacijo Provociraj zdrav, znano tudi pod imenom Facebook. Prav nič dobrega se ne more zgoditi, če vam nek računalniški algoritem vsiljuje sovražno vsebino, samo zato, da boste pogledali še tisti oglas na njihovi desni. Ti koliko pa stane ta očala? Lahko povečaš to. 19 €, to se pa že splača. A vidite, mater, spet so me dobili. A vidite, kaj se zgodi? 15 sekund sem bil na Facebooku, pa sem že oprali glavo. Novi gostje v Jelko Kacin šovu pa niso edina novost, ki jo v tem tednu predstavlja naša vlada. Kot smo že omenili, se je v deželo na sončni strani Alp vrnila zimzelena omejitev gibanja na občine. Kot se za slovensko birokracijo spodobi, je pravilo zgolj eno. Izjem pa 13. Med drugim tudi tale. Dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bliže prebivališču osebe ali pa če teh v občini prebivališča ni. Občino torej lahko zapustiš, če določene storitve v njej ni. V občini Brežice recimo nikjer ne ponujajo erotične masaže. Tako da zame je nujno, da se zapeljem do Novega mesta. To je moja pravica in za njo sem pripravljen iti na sodišče, jebenti da sem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.